Svoj nenavaden epilog pa je dobila afera odrezana roka Julija Adlešič. Sebastijan Abramov in njegova starša so namreč ta teden priznali krivdo. To je presenetljivo, ker so ves čas sojenja zagotavljali, da so njihove roke čiste. Razen prvoobtožene, ki je isto zatrjevala v ednini. Zanimivo, da se je zgodba končala tako. V smislu, da gospodična Adlešič skriva še kakšnega asa v rokavu, ne samo roke. S tem, ko je priznala krivdo, je prvoobtožena sicer zaključila sodne postopke, je pa tudi res, da je 1,2 milijona evrov odškodnin zavedno izpolzelo iz njene roke. In kaj o koncu sodbe pravi odvetnik gospodične Adlešič? Predvsem si želi mir, izogniti se tega dolgotrajnega postopka, pa izogniti se tudi medijskem pritisku, želi pač odpreti novo stran v svojem življenju. Tako je, Julija Adlešič bi rada odprla novo stran v življenju. Ali bo to uspelo, ne vemo. Vemo pa, da je ne bo odprla z levo roko. Izjave prvoobtožene nam sicer ni uspelo dobiti, imamo pa nekaj boljšega. Naš korespondent in strokovnjak za bizarne dogodke Jan Krojcar ima namreč zdaj v sosednjem studiu prav posebno gostjo, ki nam bo sodbo lahko zagotovo pokomentirala iz prve roke. Jan, beseda tvoja. Hvala lepa, Jure. Res je, z menoj v studio je prav posebna gostja in sicer gospodična odrezana roka. Pozdravljeni, gospodična roka. Vam lahko rečem kar roka, ne? Lahko. Super. Glede na to, da so takšni časi, bomo seveda najprej poskrbeli za varnost. Izvolite. Seveda, hvala. Varnost je na prvem mestu. To sem vedno govorila Juliji. Ja, edina škoda je, da vas Julija ni nikoli poslušala, ne? Se hecam. Če dovolite, ne delujete mi prav zares žensko. Kako komentirate to? Zakaj to? Ja, to se zgodi, če te odžagajo. Pač malo zatečeš. Okej. Malo zatečeš, v redu, razumem. Torej, kaj pravite o priznanju krivde gospodične Julije Adlešič? Edino pravilno. Če ne bi priznala ona, bi jo slej ko prej zatožila jaz. Sam kaj, ko me je ves čas skrivala pod jopo? Torej, bi lahko rekli, da ste gospodični Juliji to zamerili? Na nek način ji, ampak razumem, da je rabila denar. Težko je živeti z mene v usta. Ok, in kaj mislite, da bo gospodična Julija Adlešič počela zdaj? Ne vem, ampak res upam, da bo počas plunila vame in kaj naredila. Nič, kaj ne rečem. Hvala lepa, gospodična. Se upravičujem, leva ste, ne? Sem hotel dati desno roko. Ja. Veš kaj? Dovolj imam teh neslanih šal name, jasno? Se upravičujem, resnično. Veste, ko pride do določenih stvari, imam kar, kako bi rekel, dve levi roki. Kako ne rečem, nisem vam hotel stopiti na žulj. To se ni slišalo prav. Ok, nisem vam hotel dati dodatne soli na rano. Dajva reči kar kepca. Jure, mislim, da je to iztočnica, da se vrnemo k tebi nazaj v studio. In da me plačaš. Hvala, Jan in roka. Super intervju, oba sta se lepo odrezala. Jan, mogoče te celo daj plačam, ampak to na roko. Okay? Super specialni efekti, ne da? 25 evrov. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.